Zakaj je to gumbkov tukaj? Na ladji je dosti gumbkov. Tile tukaj so za upravljanje glavnih motorjev ladje. Mi imamo 3 motorje, ki poganjajo našo ladjo in za vse te 3 motorje je več teh gumbkov. Kako je pa ta ladja velika v dolžino? Ladja meri 49,5 metrov. To je pa veliko. Ja, je kar veliko za Slovenijo, je to kar zelo velika ladja. Koliko članov posadke pa pride lahko na to ladjo? Tu na ladji nas je trenutno 30. Kakšne naloge pa upravljate kot vojska na ladji? No, kot slovenska mornarica imamo različne naloge. Osnovna naloga je nadzor morja, se pravi plujemo, nadziramo plovne poti, nadziramo obalo. Potem pa sodelujemo tudi s potapljači našimi vojaškimi in jim nudimo podporo. Sodelujemo z drugimi službami na morju, kot je luška kapitanija. Sodelujemo pri iskanju in reševanju na morju, pri odpravljanju ekoloških nesreč. A gre ta ladja tudi kdaj v tujino, recimo na kakšno misijo? Tudi. Bili smo že na več vajah v tujini, tako v Črni Gori, Albaniji, Grčiji. In sodelovali smo pa tudi na vojaški humanitarni misiji Naše morje Lampedusa v lanskem letu, kjer smo izvajali nadzor morja v Sredozemskem morju in smo reševali prebežnike, ki so prihajali iz Afrike v Italijo. A to klele je zdaj kuhinja? Ja, to je kuhinja, zdaj se ladijski kuhinji. To je eden izmed najvažnejših skoraj prostorov na ladji, poleg strojnice. Kera je vaša najljubša hrana? Najmlajši vedno najrajši jejo meso, naraje meso, ne pa tako, je pa tudi na žlico, kakšne juhice, mineštre, raznovrstna. Raznovrstna hrana mora tudi biti, zaradi tega, ker je zaradi zdravja, ne? Ker na ladji pač, ko si 5 dni, 6 dni na morju, potem moraš imeti raznoliko hrano, da dobiš dosti dovolj vitaminov tudi, ne? Koliko dni zaloge pa lahko date sem hrano? No, to je odvisno, koliko pač še cela posadka gor, koliko nas je številčno, potem je to za 5 dni bi lahko zbrali na ladji, da bi bili samooskrba, ne? To pomeni, da bi bili 5 dni na morju in ne bi rabili iti v luko ali pa na kopno, da bi se napolnili s hrano. Zakaj je spalnica tako majhna? Ja, spalnice niso lih velike, to ni turistična ladja, je vojaška ladja. Poleg tega, da namestimo posadko, moramo tu namestiti tudi različne druge sisteme, tako da imajo ti sistemi skoraj prednost pred posadko. Tako da kabina je majhna, v njej so 4 mornarji, takih kabin imamo po ladji več in v njih namestimo posadko. Kako je opremljena ta ladja? No, oborožitev na ladji je različna. Imamo mitraljeze, imamo rakete, imamo protiraketne vabe in pa tule na premcu imamo 6-cevni 30 mm top. Ali posadka ima posebne funkcije na palubi ali se samo prosto sprehajajo? Ne, posadka je razdeljena na oddelke. Na ladji imamo različne oddelke, imamo navigacijski oddelek, imamo artilerijsko-raketni oddelek, imamo podporni oddelek, mornariško-tehnični oddelek in posadka v teh oddelkih dela svoje naloge. Kaj pa ti zvonec tam, to ni orožje? Ne, zvonec sigurno ni orožje, je signalno sredstvo, uporabljamo ga za signalizacijo v megli in pravijo pa tudi, da če na njega pozvoniš, se ti želja uresniči, tako da predlagam, da kar probata. Pa mitraljez? Ja, to je ladijski mitraljez, imamo 2, levega in desnega. To je mitraljez ruske izdelave, 14,5 mm pa je njegov kaliber, primer cevi. Koliko metkov pa izstreli na sekundo? No, to je zdaj odvisno od strelca. Nabojnik ima 50 nabojev in ko te izstreli, potem se popolnjuje z novimi. Je pa hitrost same krogle metka približno 900 metrov na sekundo. To je pa veliko več kot na avtocesti. Ja, to je 3-kratna zvočna hitrost.